Se spomniš, kako smo poročali o nujnih novicah, da so reperja Pooh Shiestija aretirali zaradi obtožb, da je sodeloval pri ugrabitvi in ropu Gucci Manea in drugih v studiu v Teksasu? No, zdaj imamo odvetnika Pooh Shiestija, Bradforda Cohena, tukaj v oddaji Sidebar. Zastopa ga v tem novem kazenskem primeru. Rad bi izvedel njegove odgovore na trditve vlade, domnevne dokaze vlade in kako trenutno gre njegovemu klientu. Dobrodošli v Sidebarju, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. V redu, zelo na hitro, preden gremo naprej, vam moram povedati o tej aplikaciji, za katero mislim, da vam bo všeč. Imenuje se Upside, prav? Upside vam prinaša denar nazaj. Dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila, hrana za seboj. Torej, tukaj je, kaj naredite. Prenesete si Upside brezplačno. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100 000 lokacij. Plačate kot običajno svojo kartico, potrdite nakup in tako preprosto dobite denar nazaj. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa si želim nekoč naročiti hrano za seboj. Najprej bom poiskal ponudbe na Upside in po nakupu se denar pojavi v moji aplikaciji, ki ga lahko prenesem neposredno na svoj bančni račun. Mimogrede, pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, vendar ne pozabite uporabiti promocijske kode SIDEBAR, saj boste tako prejeli dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri prvem točenju goriva. Upam, da boste preverili. Prejšnji teden smo poročali o zadnjih novicah glede aretacije vseh teh ljudi, za katere zvezne oblasti pravijo, da so bili vpleteni v domnevni rop in ugrabitev reperja Gucci Manea in drugih. Zdaj pa imamo odvetnika enega od osumljencev, reperja Pooh Shiestija. Pravzaprav, kot je zapisalo Ministrstvo za pravosodje v svoji izjavi za javnost, da vam dam predstavo, o čem govorimo, citiram. 9 posameznikov, vključno z znanimi glasbenimi izvajalci, je bilo na zvezni ravni obtoženih ugrabitve in ropa pod grožnjo s pištolo. Številne žrtve v glasbenem studiu v Dallasu v Teksasu, je sporočil ameriški tožilec za severno okrožje Teksasa Ryan Raybould. 8 od 9 so aretirali v Dallasu v Teksasu in Memphisu v Tennesseeju. Med obtoženimi so tudi Lantrell Williams mlajši, znan tudi kot Pooh Shiesty, Lantrell Williams starejši, Rodney Wright mlajši, znan kot Big 30, Kadarius Waters, Terrence Rogers, Demarion Gibson, DeMarcus Glover, Corday Johnson, Darian McDaniel. In se spomnite, ko sem rekel 8 od 9? No, imamo novost. Atlantska pisarna FBI je očitno potrdila za CBS News po poročanju St. Louis American, da je bil 9. osumljenec, Terrence Rogers, aretiran v hiši v Atlanti s strani enote za nasilne zločine. V redu, torej, želim iti po korakih skozi to s odvetnikom Pooha Shiestija, priznanim kazenskim odvetnikom zvezdnikov, prijateljem oddaje Bradfordom Cohenom. Bradford, vedno te je lepo videti. Hvala, da si vzel čas. Vedno je dobro biti tukaj. Vedno je dobro biti tukaj. Najprej, za tiste, ki ne vedo, si v preteklosti zastopal Pooha Shiestija in o tem bova govorila bolj podrobno. Ampak kakšni so bili tvoji splošni vtisi o tem primeru, ko so novice prišle v javnost? Splošni vtisi so, tudi meni je Gucci Mane zelo všeč, domnevna žrtev v tem primeru. Mislim, veliko sem sodeloval z njim v preteklosti. Sodeloval sem z njim pri prvem primeru Pooha Shiestija. Mislim, da je bil on razlog, zakaj sem se vključil v prvi primer. Vse skupaj je res škoda, ker mislim, da bi se dalo v prihodnosti veliko narediti, tako s Pooh Shiestijem kot z Guccijem. Mislil sem, da bosta oba res veliko zaslužila in bila zelo uspešna, ker mislim, da imata oba ogromno talenta. Zato sem bil razočaran, ko sem slišal Guccijevo plat zgodbe in želel sem izvedeti več, ko sem prvič slišal za to. In to bomo tudi obravnavali. Pogledali bomo tudi nekaj prejšnjega primera, ker vpliva na tega. Govorili bomo o naravi odnosa. Ampak najprej, kakšen je trenutni status vašega klienta, ker razumem, da je sodnik odločil, da mora ostati pridržan. Trenutno je v priporu. Ali to drži? Tako je. Torej, kar se je zgodilo je, da tožilstvo po 3 ali 4 mesecih tega primera in preiskave nikoli ni vložila obtožnice. Dejansko so vložili obtožni predlog, kar je precej nenavadno za tako odmeven primer. Običajno pri tako odmevnem primeru, kjer nameravate izdati sporočilo za javnost, objaviti vse te informacije in vse te različne stvari, ki se dogajajo. Običajno želite imeti v rokah obtožnico, vendar so imeli obtožni predlog. Obtožni predlog se običajno vloži, kadar menijo, da je treba zadevo hitro izpeljati. Pritožb običajno ne vidite pri 4-mesečnih preiskavah, zato je bilo to nenavadno. In zdaj, ko je bila kazenska ovadba vložena in je v priporu brez varščine, zdaj poskušajo pridobiti obtožnico. Zakaj mislite, da je tako? Je šlo za to, da so bili zaskrbljeni, da bi osumljenci pobegnili ali da bi kaj ušlo v javnost? Mislim, zakaj bi potem tako hiteli s tem? Mislim, da je bilo tako, ne vem, mislim, da to ni bilo pametno.
Tega še nikoli nisem videl. Še nikoli nisem videl, da bi v odmevnem primeru vložili kazensko ovadbo namesto obtožnice. Če bi moral ugibati, mislim, da je bilo to zato, ker posamezniki, ki so bili vpleteni, niso sodelovali pri dajanju izjav FBI-ju. Tisto noč so dali izjave policijski upravi v Dallasu. Toda od tiste noči naprej niso dali izjav FBI-ju. Če bi moral ugibati, bi rekel, da niso želeli iti pred veliko poroto brez izjav žrtev, brez trenutnih izjav žrtev ali trenutnega stika z žrtvami. To je bil moj takratni ugib. In od takrat je Gucci izdal pesem. Tako da ne vem, kakšen je status sodelovanja. To ti želim vprašati. Očitno imam veliko vprašanj zate. Preden začnemo s tem, kako je s Puhom Šajstijem, kako se drži. Drži se, je kot vsak obtoženec, kaj ne? Veš, v primerih so vzponi in padci in ti to veš. Že zelo dolgo se pogovarjava o različnih primerih in veva, da bodo v primerih vzponi in padci. Tako da se vsak s temi stvarmi spopada drugače, Puh ima vedno pozitiven odnos. Imam dober pogovor z njim o primeru, dober pogovor o tem, kako naprej, tako da ostaja pozitiven tako, kot bi moral vsak obtoženec. Nič ti ne pomaga, če postaneš depresiven ali jezen zaradi stvari. Moraš ostati osredotočen na svoj primer. Vsem svojim strankam to povem. Ostani osredotočen na primer. Poskrbi, da boš pripravljen na vojno, ker to so v bistvu te primeri in samo pripravi se na to. In to je tisto, v kar se želim poglobiti. Želim se poglobiti v primer, želim pogledati domnevne dokaze, ki jih je predložila država in videti tvoj odziv na to. Torej, glede na to izjavo pod prisego, želim samo postaviti okvir in poskušati razumeti odnos. Ker po njej država trdi, da je 10. januarja 2026 domnevne žrtve, ki so identificirane le z začetnicami in med njimi je RD, za katerega moramo predvidevati, da je Gucci Mane, s pravim imenom Roderick Davis, naj bi bile domnevno oropane in ugrabljene pod grožnjo s pištolo v glasbenem studiu v Dallasu v Teksasu. In očitno je bil načrtovan sestanek med RD in Puh Šajstijem Lantrellom Williamsom Jr. In očitno je bil Puh Šajsti podpisan pri RD-jevi založbi 1017 Records. Pravijo, da je bil ta sestanek očitno zaradi spora glede pogodbe, iz katere je Williams želel izstopiti. Predajam besedo tebi, Bradford, najprej. Kaj nam lahko poveš o tem? Kaj nam lahko poveš o naravi njunega odnosa? Veš, nisem imel veliko opravka s tem, kakšen je bil njun poslovni odnos ali pa ni bil. Nisem bil njegov odvetnik za glasbeno ali zabavno industrijo. Vem, da sta imela pogodbo skupaj, ker je bil med njegovim prvim primerom Gucci zelo vpleten v dogajanje. Bil je zaskrbljen, kako poteka primer in kakšen bo končni rezultat ter kaj se bo zgodilo. Zato sem vedel, da imata pogodbeno razmerje. In tudi veliko delam za izvajalce, ki so podpisani pri Atlantic Records. In vem, da sta tako Puh kot Gucci nazadnje podpisana pri Atlantic Records. Tako to običajno deluje. Izvajalec je podpisan za založbo, nato pa ustvari svojo lastno založbo, v kateri ima glavna založba dejanski delež. In potem podpisuje druge posameznike. To je nekako kot piramida, le da ni nezakonito, ampak je podobno piramidi, kjer je na vrhu piramide, veste, Atlantic Records ali Sony. In potem pod tem je ponavadi res velik izvajalec, kot je Gucci ali Drake ali nekdo tak. In potem ta izvajalec ponavadi dobi svojo založbo, da podpiše druge izvajalce in to je nekako odnos, ki so ga imeli, kolikor jaz razumem. Ali bo vaš klient zanikal, da je bil za tisti dan sploh dogovorjen sestanek? Ker po navedbah oblasti so vse te osebe prišle v ta snemalni studio. Prebral bom neposredno. Približno o 15:43 so Williams mlajši, Williams starejši, Wright, Johnson, Waters, Rogers, Gibson, Glover, McDaniel vstopili na vzhodno stran poslovne stavbe. Pravijo, da so po navedbah te izjave pod prisego na voljo fotografije iz posnetkov nadzornih kamer, ki naj bi to domnevno dokumentirali. In o tem bomo govorili še nekoliko več, vendar izjava pod prisego tudi navaja, da obstajajo fotografije domnevnih osumljencev, ki naj bi zapuščali stavbo in vstopali v ta vozila, za katera menijo, da so povezana z njimi, ter se po tem dogodku peljali proti severu. Zame, če imajo posnetke ali domnevne posnetke, mislim, da je, prihajanje in odhajanje, bo težko, predstavljam si, težko zanikati, da je tisti dan v studiu prišlo do nekakšnega srečanja, kaj ne?
Tako da je vse odvisno od tega, kaj bodo dokazi pokazali. Veš, obtoženec ima vedno pravico molčati. Vedno počakam, da vidim, kakšni so dokazi, preden začnem razmišljati o obrambi ali o tem, kako moram državo prisiliti, da nosi dokazno breme. Ne? Torej ima država dokazno breme, jaz ne rabim ničesar dokazovati. Država ima vedno to dokazno breme. Ko bomo dobili vse gradivo iz razkritja dokazov, ki ga še nismo dobili, sem videl nekaj fotografij in te fotografije niso najboljše. Ni video posnetka iz samega studia. Obstajajo nekateri podatki iz mobilnih telefonov in podobne stvari, ki določene posameznike postavljajo v radij 100 ali 500 yardov. Ne vem še, kakšna je njihova oznaka, ker teh podatkov še nismo dobili, vendar bi morali te podatki, te posameznike postaviti na to območje. In potem sta ti dve vozili, ki zapustita to območje, eno od teh vozil naj bi bilo povezano z Lantrelovim očetom. In eno od drugih vozil je povezano z nekaterimi drugimi posamezniki, proti katerim vlagajo obtožbe. Tako da ne bom vedel, kakšna bo točno obramba, dokler ne bomo videli vseh dokazov. Pošteno. Torej ja. Ko sedim tukaj s tabo, veš, morda imajo odlično sliko Pušajstija, kako vstopa v stavbo in jasno vidiš, da je to on, potem bi bilo neumno reči, da ni. Ampak če nimajo takšnih dokazov, če ne morejo predložiti dokazov, ki so potrebni za dokazno breme, potem je to nekaj, kar je treba raziskati. Tako da še ne vem. Popolnoma pošteno. Torej, z drugimi besedami, ne potrjuješ, niti ne zanikaš, ali je bil v studiu ali ne, ali je prišlo do spora glede pogodbe, ali kakšna je bila narava tistega dne, kaj ne. Torej, to je v bistvu to. In bilo bi neodgovorno in neumno z moje strani, da bi rekel, hej, poslušaj, tega ne bomo zanikali, začel bi razkrivati stvari, za katere ne vem, ali jih lahko dokažejo ali ne. In glej, popolnoma pošteno je, kaj lahko in česa ne moreš povedati, ter kaj želiš ali ne želiš povedati. Popolnoma pošteno. Samo bom to pregledal s tabo, preden gremo naprej. Med nama ni skrivnosti. Ne. Skrivnosti, nobenih skrivnosti. Med nama ni skrivnosti. Tako je. Tako je. Mimogrede, preden se še bolj poglobimo v trditve vlade, si omenil ta domnevni diss track, kaj ne? Bilo je poročil, da je Gucci Mane domnevno posnel ta diss track proti Pušajstiju. Mislim, da se imenuje Crash Dummy. Prebral ti bom nekaj besedila. Povedal ti bom resnico. Šli smo ven kot pravi Crash Dummy. In po vsem tem fant si še vedno podpisan pri meni. Stopim v sobo. Lahko začutiš, kako pritisk narašča. Blank me je tam gor pozdravil, ves čas pa so mi spletkarili za hrbtom. Kaj meniš o tem? Kaj o tem meni stranka? Veš, kar me je presenetilo, je to, česar ni v diss tracku. In to je, da mi nobene omembe pištole, nobene omembe domnevno draca, ki je bil uporabljen, ker je krajša različica dolgega AK-47, ni omembe teh stvari. In naj ti povem, obstaja veliko besed, ki se rimajo s pištolo in dracom, ker so bile v vsakem repu od tu do sodnega dne. Ko imaš reperje, ki govorijo o teh tako imenovanih drill reperjih, ki govorijo o streljanjih in podobnih stvareh. Zato me je presenetilo, da ni bilo več podrobnosti v smislu, da bi bile uporabljene pištole ali kaj podobnega. Nikoli nimam mnenja o nekom albumu, pesmi ali diss tracku, ker menim, da bo umetnik povedal tisto, kar umetnik pač pove. In to je iz njihovega zornega kota, iz tega, kar menijo, da se je zgodilo v določeni situaciji, ali pa iz nečesa, kar se ni zgodilo, pa menijo, da bi lahko prodalo plošče. Tako da ne vem. Tako da bi rekel, da me je skrbelo ali pa da me ni skrbelo, me preprosto ne zanima. To sploh ne bi smelo igrati vloge. Torej ne mislite, da bi to lahko kakorkoli bilo uporabljeno kot dokaz? Ne. Mislim, da bi to bilo uporabljeno kot dokaz samo, če bi Gucci Mane stopil na pričo in rekel, ne spomnim se, kaj se je tisto noč zgodilo. Bil sem na zdravilih ali pa sem pil in jemal zdravila. Nisem prepričan, kako se je vse skupaj odvijalo ali kaj podobnega. Potem bi tožilka morda lahko uporabila to za izpodbijanje verodostojnosti. Ampak razen tega to ne bo kar tako uporabljeno kot dokaz. Če ne veste, če reče, da pride in reče, ja, spomnim se, je malo megleno, ampak se nekaterih stvari spomnim, potem to ne pride v poštev, če pričuje tako, kot je prikazano v pesmi. Ne grem skozi glavne obtožbe iz tega dogodka, potem pa bomo šli malo bolj v podrobnosti. Torej, ne bi po navedbah tožilstva prišlo do prepira in trdijo, da se konča tako, da Williams mlajši spet potisne IC, ki ga obtožijo, da je vzel črno pištolo v slogu AK, jo uperil v RD, domnevno Gucci Mane, in zahteval, da podpiše dokumente za izpustitev iz pogodbe. RD naj bi ubogal in podpisal. Na to pa je še trditev, da RD ni smel oditi, saj so ga zadrževali pod grožnjo s pištolo.
Tako obstajajo obtožbe, da je Wright prav tako domnevno snemal RD, ko je podpisoval dokumente in bil prisiljen reči, da je Williamsa mlajšega oprostil pogodbenih obveznosti. In na to naj bi Williams mlajši vzel RD-jev poročni prstan, uro, uhane in denar. Domnevno so tudi drugi obtoženci izvlekli pištole in zahtevali premoženje od drugih domnevnih žrtev. Obstajala je obtožba, da je McDaniel grozil, da bo ustrelil BP-ja in da je bil MM davljen do te mere, da je skoraj izgubil zavest. V ovadbi so priložene tudi fotografije, ki naj bi prikazovale ureznine ali odrgnine na MM-evem vratu in zapestju. Obstaja tudi trditev, da so mu bili ukradeni denarnica in ure, torba Louis Vuitton, slušalke. Zdaj bom ta del prebral dobesedno, potem pa se bomo pogovorili o tem. Citiram. RD je bil potisnjen na kavč v režiji, zaradi česar so žrtve verjele, da bodo usmrčene. Williams Jr. je prislonil cev strelnega orožja na zadnji del BP-jeve glave in ukazal njemu ter RD-ju naj zapustita režijo in studio skozi zahodni vhod v poslovno stavbo. RD je nato naročil SEDVV-ju in TD-ju naj jih pospremita do njihovega vozila. Ko so žrtve odhajale, se je MM obrnil k Williamsu Jr. in ga vprašal, ali res jemljejo njegove ure. Na podlagi kasneje pridobljenih posnetkov nadzornih kamer so osumljenci zapustili studio in poslovno stavbo skozi vzhodni vhod, približno ob 16:48. Torej, tukaj je veliko vprašanj. Bradford, najprej bom začel s tem. Če obstaja ta domnevni posnetek RD, kako proti svoji volji podpisuje pogodbo, kaj naj si o tem mislimo? Do zdaj posnetka še nisem videl, prav tako nihče nima kopije tega posnetka do tega trenutka. Ne vem, ali bo sploh kdaj obstajala kopija tega posnetka. Ni bilo nobene kopije domnevne pogodbe, ki naj bi bila podpisana, prav tako nobena ni bila predložena med narokom za varščino. In dejansko so rekli, da ne vejo, ali sploh obstaja. Domnevajo, da obstaja. To je ta del zgodbe. Potem pa je zanimiv del, ko nekdo reče, ali mi res kradejo ure. To je nekoliko čudna izjava, ki si jo izmenjujejo te posamezniki. In potem mislim, da je zelo pomembna tudi površnost ovadbe. Na začetku ovadbe, če preberete, piše, da se je ta rop zgodil približno ob 16:50 na tem naslovu. Kasneje v ovadbi pa piše, da so vsi odšli ob 16:48 na tem naslovu. Torej je že sama površnost ovadbe precej šokantna, ko gre za nekoga, ki mu grozi dosmrtna kazen. To je le ena napaka, ki je bila storjena v tej kazenski ovadbi. Obstajajo še druge napake in protislovja v tej kazenski ovadbi in so bila zelo nenavadna. Ampak obstaja tudi drug del, kjer pravijo, da je Lantrell držal pištolo nekomu na glavi in izrekel vse te različne stvari. In potem je še en del kazenske ovadbe, ki pravi, da je dejansko enemu tipu rekel, hej, odloži pištolo, ne ustreli tega tipa ali nekaj takega. Torej je v kazenski ovadbi veliko nasprotujočih si izjav, da sploh ne omenjam, kako površno je bila kazenska ovadba sestavljena. In na naroku glede varščine so, po mojem mnenju, zelo pametno pripeljali FBI agentko, ki je dejansko napisala to kazensko ovadbo. FBI agentka je šele 3 leta. Imeli so jo v sodni dvorani, vendar je niso želeli postaviti na pričo, da bi jo lahko navzkrižno zasliševali. Namesto nje so postavili drugega FBI agenta, ki je že 16 let pri FBI-ju. Postavili so jo na pričo, da bi pričala o tem, kar je druga FBI agentka napisala v svoji kazenski ovadbi. Vse skupaj je bilo precej nenavadno. In kot sem rekel, čudno je, da bi to naredili brez obtožnice in samo z kazensko ovadbo, ampak imam svoje sume, zakaj je tako. No, to se navezuje na nekaj, kar si prej omenil. Zdi se, da je veliko tega osnovano na izjavah prič, kaj ne? Ne na tem, kaj se je zgodilo ali naj bi se zgodilo v tistem studiu. In prej si omenil nekaj, kar bi rad raziskal. Praviš, da so te domnevne žrtve povedale lokalnim organom pregona, kaj se je zgodilo ali naj bi se zgodilo, niso pa govorile z FBI-jem. Torej, 2 vprašanji glede tega. Prvo, kolikor ti veš, ali je to, kar je navedeno v teh vladnih trditvah, skladno s poročili, ki jih je vložila lokalna policija? In drugo, zakaj ne bi govorili z FBI-jem, če to drži? Torej, prvi del tega je, da ne vem, ker so poročila, ki sem jih dobil tisti večer od policije v Dallasu, popolnoma prekrita, kar pomeni, da izgleda, kot da je na teh poročilih morje črnine. Tako mi poročila tistega večera ne dajo veliko podrobnosti o tem, kaj je bilo točno rečeno ali kdo je to rekel. To je prvi del. Tako vam ne morem povedati, ali se to ujema s kazensko ovadbo ali ne. Lahko pa povem, da je kazenska ovadba precej površna glede tega, kaj je kdo rekel in kje so se stvari zgodile.
Ampak če to pustimo ob strani, to je prvi del tega. Zakaj potem ne bi govorili z FBI-jem? Včasih se lahko zgodi nekaj in se tisto noč počutiš na določen način. In potem mine nekaj časa in začneš razmišljati o svojih možnostih in kako se bo to odvijalo. In da moram biti nekako na razpolago FBI-ju. Pozvan z nalogom, da pridem v Dallas, Texas, pozvan po telefonskih klicih in različnih zapisnikih ter različnih stvareh, ki sledijo. In veš, to je precej nenavadno. Svet hip-hopa in rapa gleda na ovaduštvo na različne načine. In včasih ljudje pravijo, da je vse ovaduštvo. Obstaja en tip, ki ima podcast. On misli, da je vse ovaduštvo. Veš, če sprejmeš dogovor, je to ovaduštvo. Če narediš to, je to ovaduštvo. Tako so ljudje res razdeljeni glede tega, veš, te tipi so pravi gangsterji, ampak po drugi strani pa zdaj uvajajo. In potem drugi pravijo, no, veš, tip je zdaj poslovnež, ni več človek z ulice. In veš, tako pač je, posel bi moral voditi na določen način. Tukaj se dogaja veliko stvari, veliko dinamike, tako da ne vem, zakaj že 3 ali 4 mesece niso govorili z FBI-jem. Zdi se, da FBI misli, da je šlo le za časovno neusklajenost, kar se mi zdi zelo težko verjeti. Ste to povedali na obravnavi o varščini, na zaslišanju o varščini? Ja. Ona je to rekla, ja. V zadnjih 4 mesecih se preprosto nismo mogli dobiti skupaj. Je 5 različnih prič, nobena od njih se ni mogla niti priključiti na Zoom. Niso vam mogli dati ničesar, ne, bili so preprosto preveč zaposleni. Tako da veš, tega preprosto ne verjamem. Zdaj, ali bodo v prihodnje sodelovali in na kakšni ravni bodo sodelovali, tega ne vem, veš kaj mislim. In na to se ne zanašam v nobenem primeru. Predvidevam, da primeri potekajo naprej na podlagi dokazov, ki so bili predstavljeni na obravnavi o varščini. In predvidevam, da mi govorijo resnico, da bodo sodelovali. Veš, FBI pravi, da bodo sodelovali. Tako da ne morem kar sklepati, da mi lažejo. Pripravim svoj primer, kot da mi govorijo resnico. Ali bo to na sojenju res tako ali ne? Ponavadi ni. Zdaj bi rad prešel na določen del domnevnih dokazov o vašem klientu, ki je bil del te vloge in naj bi bil uporabljen kot podpora za aretacijo. Torej, v kazenski ovadbi piše, da je vaš klient nosil elektronsko zapestnico, ker je prestajal kazen, kot ste omenili v prejšnjem primeru, teh zveznih obtožbah, mislim, da zaradi drog in orožja. Bil je obsojen na hišni pripor, moral je nositi elektronsko nadzorno napravo. In pravijo, da so oblasti domnevno lahko uporabile podatke o lokaciji iz te naprave, da so očitno sledile njegovim gibom v bližini kraja zločina. In mislim, da pravijo, da so elektronsko zapestnico uporabili za sledenje njemu in Williamsu starejšemu do trgovine Staples. In obtožba je bila, da sta šla zgodaj zjutraj v trgovino Staples, da bi natisnila tisto pogodbo. Natisnila dokumente o prekinitvi pogodbe, za katere pravijo, da so jih pozneje prisilili RD-ja, da jih podpiše. In zvezni organi pravijo tudi, da nadzorni posnetki in GPS podatki kažejo, da so bili tam. Torej, povej mi kaj o elektronski zapestnici. Seveda. Najprej naj se dotaknem zadeve Staples. Sploh me ne zanima, če so v Staplesu. Gredo v snemalni studio. In običajno moji klienti natisnejo besedila za različne posameznike. Če imaš 5 posameznikov, ki bodo na eni skladbi in ima vsak svoj del ali sekcijo, običajno te stvari natisnejo. Tako da me zadeva za Staples res ni zanimala. Elektronska zapestnica, spet, ljudje mi bodo rekli, imamo te podatke. To so podatki, ki jih imamo. In potem, ko jih dobim, običajno niso takšni, kot jih predstavljajo. Zdaj, ne vem, lahko, da so točno taki, kot jih predstavljajo in če so, se bomo s tem ukvarjali. Potem ne rečemo določene obrambe, kot naprimer, on ni bil tam, ali je bil na območju, ali karkoli že je. Moramo ustvariti obrambo in najti način, da zagotovimo, da vlada nosi svoje dokazno breme. Torej, ni pomembno, kaj pravijo, pomembno je, kaj imajo. Torej, ja. Ali je nosil elektronsko zapestnico? Veš? Ja. Nosil je elektronsko zapestnico. In če imajo podatke in so ti podatki točni, potem se s tem soočimo. Ampak ne vem, če je temu tako. Veš, imel sem primer umora, ki so ga zavrnili. Bil je v Tampi, kjer so rekli, glej, ta telefon ga postavlja neposredno na kraj dogodka ob času streljanja. Potem pa dobim podatke. Postavlja ga v krogu 350 jardov od kraja dogodka nekje v času streljanja. Tako da je vedno nek majhen zasuk med tem, kar oni rečejo in tem, kar jaz dobim. Običajno je razlika. Zdaj ne vem, če je tako tudi tukaj. Morda ni. Torej moram najprej videti, kakšni so dejanski dokazi in potem se bom s tem ukvarjal.
Pogovorimo se o dokazih glede identifikacije vozila in zapisov mobilnega telefona. V izjavi pod prisego piše, da Wrightov oče ima Dodge Charger Hellcat iz leta 2020 s tablicami iz Tennesseeja. Oblasti naj bi uporabile bralnike registrskih tablic, da so sledile Chargerju, ki je sledil drugemu vozilu, Dodge Ramu, ob 14:18 10. januarja. NATO trdijo, da Dodge Ram izgleda kot tisti na posnetku varnostne kamere blizu studia, blizu kraja zločina kasneje tistega popoldneva. Očitno so uporabili bralnike registrskih tablic tudi za povezavo Chargerja, ki je potoval blizu belega Buicka Enclave. In preko evidence o najemu so ugotovili, da je Enclave najel Williams starejši ter podatke o mobilnem telefonu Williamsa mlajšega, spet vašega klienta, in drugih ter telematske podatke o lokaciji vozil, kot tudi GPS podatke iz elektronske nadzorne naprave. Oblasti trdijo, da so spremljali njihovo potovanje iz Memphisa v Tennesseeju do Dallasa v Teksasu, da se elektronska nadzorna naprava domnevno ujema z evidencami, ki vodijo do stolpa Winrose, kjer je Williams mlajši domnevno prebival, potoval na domnevni kraj zločina, ko so domnevno zapustili prizorišče in šli v hotel Comfort Inn na neki točki. In mimogrede, glede hotela Comfort Inn, oblasti naj bi imele evidence o najemu sob in posnetke nadzornih kamer, ki jih domnevno prikazujejo na tej lokaciji. In da naj bi nekateri od obtožencev nosili oblačila, ki so bila zelo podobna tistim, ki naj bi jih osumljenci nosili v studiu, glede na posnetke nadzornih kamer. Vem, da je tega veliko, Bradford, ampak v bistvu gre za digitalne dokaze, kaj ne? Gre za nadzorne posnetke, evidence o najemu, avtomobile, GPS. Povej mi kaj o tem. Torej, če povzamem, če je vse to res, je največ, kar to dokazuje, da so bili vsi na kraju dogodka, kaj ne? Še vedno ne pove, ali je prišlo do ropa, ne pove, ali je prišlo do ugrabitve. Pravzaprav je jurisdikcijski element tukaj res problematičen, ker niso navedeni datumi tega potovanja iz Tennesseeja v Dallas. Ugrabitev je namreč zelo specifična. Za zvezno obtožbo ugrabitve moraš potovati. Potovati moraš, da bi dokončal kaznivo dejanje, za katerega si obtožen. Te fantje so bili tam teden ali teden pa pol, snemali pesmi in počeli vse te stvari. Torej, glede jurisdikcijskega elementa sploh ne omenjajo, kje Pu dejansko živi v Dallasu. Domnevna žrtev je prišla v Dallas prostovoljno, kar je spet element ugrabitve, ki ga tukaj ni. Vse te različne stvari glede jurisdikcije. Na zaslišanju o varščini so rekli, no, če so uporabili mobilni telefon za snemanje tega podpisa, potem je to trgovinska klauzula in vpliva na trgovino med zveznimi državami. Težava pri tem je, da obstaja posebna sodna praksa, ki pravi, da bi moral biti mobilni telefon uporabljen za izvršitev ugrabitve. Torej, če nekoga posnameš in potem to pošleš Bobu Smithu, te rečeš, hej, če mi ne plačaš odkupnine, tukaj je posnetek tvojega človeka. To služi izvršitvi kaznivega dejanja. Snemanje nekoga, ki naj bi podpisoval pogodbo, pa ne služi izvršitvi kaznivega dejanja. Torej bodo imeli veliko težav z pristojnostjo. Vem, da se trudijo in hitijo, da bi to nekako uredili z pristojnostjo. Ampak osnovno je, da niso našli nobene pištole. Tako ne morejo reči, ali je bila pištola izdelana v Teksasu ali ne. Če je bila pištola izdelana v Teksasu, to ne vpliva na trgovino med zveznimi državami. Niso našli nobenega streliva. Če je bilo strelivo izdelano v Teksasu, to ne vpliva na trgovino med zveznimi državami. Edini telefon, ki je bil uporabljen pri vsem tem, je bil tisti, s katerim naj bi posneli ta domnevni posnetek, ki ga nihče nima. In ne morejo reči, da je to vplivalo na dejansko ugrabitev. Torej, imajo tam težavo. Imajo težavo, ker se v tem primeru ves čas zapletajo z jurisdikcijo, ko morajo dokazati, da je bil telefon ali kaj drugega iz meddržavnega prometa uporabljeno pri ugrabitvi. To bo zanje resen problem, ki ga ne obravnavajo. In vse te kazenske ovadbe, vse te obtožnice so zelo obsežne glede tega, kar imajo, ker želijo pokazati, aha, tukaj jih imamo, tukaj jih imamo, tukaj jih imamo. Kar nimajo, je to, da nimajo nobenega orožja, nimajo nabojev, nimajo pogodbe, nimajo posnetka iz studija. Nimajo nobenih drugih prič razen domnevnih žrtev. Tam sta bili še dve drugi priči. Te priče pravijo, da nismo ničesar slišali, nismo ničesar videli, nihče nam ni nič povedal. Ena od njih je lastnik studija. Ena izmed njih, mislim, da je pripravnik iz studija. In to ni nek velik studio. Obstaja nekaj različnih snemalnih studijev, ampak te fantje so bili edini, ki so tam snemali. Tako da ni bilo tako, da bi preverjali druge studije, kako jim gre. Tam je bila samo ena skupina. Tako da je nenavadno, da niso ničesar slišali ali videli. Vse skupaj je čudno. In dejstvo, da reče, veste,
gre proti vratom z vsem in reče: hej, a mi res jemljete ure? Ne zdi se mi, da bi nekdo, ki mu skoraj ustrelijo v obraz, potem rekel: hej, mimogrede, a mi res jemljete ure? To se mi zdi noro. Torej bi to izpostavil kot nasprotni argument. Ja, temu bi nasprotoval. Torej, domnevne poškodbe na skupaj z idejo, o kateri smo govorili, če so vsi ti digitalni podatki resnični, bi jih to lahko postavilo na kraj dogodka. Ampak o tem delu še nismo govorili. Zadnji del, rad bi slišal tvoje mnenje o tvoji točki. Gre za račune na družbenih omrežjih. Torej, oblasti so primerjale opise, recimo Williamsa mlajšega iz izjav domnevnih žrtev, z računom na Instagramu Pooh16. Domnevno so tako pokazali ujemanje. To je oseba, ki smo jo opisali. To je to. Potem pa so to naredili še za druge. Tako pravijo William starejši, Wright, Waters in kako so na spletu fotografije, kjer so skupaj, ter kako naj bi se tudi osebne izkaznice ujemale z računi. In za osumljenca, Rogersa in Gloverja, naj bi primerjali posnetke nadzornih kamer z objavami na družbenih omrežjih, kjer naj bi imela v lasti stvari, ki so bile domnevno ukradene, kot sta ura Rolex in obesek. To so zelo specifični predmeti, zato bi bilo zelo malo verjetno, da bi imeli popolnoma enako stvar. Torej, v bistvu je argument ta, da se s tem bahajo po domnevni ugrabitvi in ropu. Prav tako so oblasti pregledale posnetke nadzornih kamer, videle, kaj so osumljenci nosili in to primerjale z opisi oblačil, ki so jih osumljenci nosili na svojih računih na družbenih omrežjih. Torej so prav aktivnosti na družbenih omrežjih tiste, ki jih oblasti uporabljajo za povezovanje identitet osumljencev in tega, kar naj bi imeli v posesti po ugrabitvi in ropu. Seveda, ena stvar je, in to se mi je zdelo zelo zanimivo. Videti je bilo, kot da je Gucci objavil točno tiste stvari, ki naj bi bile ukradene, rekoč: tukaj je moja verižica in tukaj je še nekaj drugega. Mislim, da je dejansko pokazal nekaj nakita, ki naj bi bil ukraden in da je bil še vedno v njegovi lasti. To je prvi nenavaden del. Drugi nenavaden del so ure in podobne stvari. Vse, kar je vlada lahko rekla, je bilo, da je videti enako kot tista, ki je bila odvzeta. Ta ura je videti enaka kot tista, ki je bila odvzeta, ne morejo pa reči, ali je to res tista ura ali ne. In dejansko pri eni izmed njih, kjer so rekli, mislim, da je bila to Rolex z apesnico Jubilee, pozabil sem, katera vrsta Rolexa je bila, ampak ne morejo reči, da je to res tisti Rolex. In dejansko ima ta oseba, ki je imela to uro, račun za nakup istega Rolexa. In na naslednji sliki na njegovem Instagramu so prikazani škatla, dokumenti in račun za nakup tistega Rolexa. Torej, tam je veliko stvari, za katere mislim, da so lahko nenavadne. Nima vsake posamezne stvari, ki je bila odvzeta. Mislim, da sta bila tam Rolex in nekaj nakita, ki sta bila prikazana na nekaterih slikah na Instagramu. In ponovno, to niso slike z Instagrama od Pooh16, to so slike z Instagrama drugih posameznikov, ki naj bi bili vpleteni. No, naj ti nekaj povem. Najprej najlepša hvala, da si prišel. Hvala, da si sodeloval pri razlagi dokazov z mano. Si neverjeten, res neverjeten odvetnik, to ti moram povedati. In res cenim, da si vzel čas in to razčlenil z mano. Res sem mislil, da je bila to fascinantna razprava. In bomo videli. Mislim še enkrat, da bo jasno. Vsi so nedolžni, dokler jim ne dokažejo krivde. To je vladina različica dogodkov. To so vladni dokazi. Imaš popolnoma prav. Še vedno morajo dokazati svojo trditev. Smo še na začetku tega in bomo videli. Ampak poslušaj, Bradford, res si najboljši, res si pravi biser. Najlepša hvala, da si prišel in mi pomagal vse to razjasniti. Zelo cenim to. Hvala, Jesse! In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebaru. Vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste bili z nami. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če me želite spremljati, sem na X, Instagramu, moje oddaji na News Nation, Jesse Weber v živo, od ponedeljka do petka ob 23. uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.